Hvaležno pozdravljeni, čas je za energije meseca februarja leta 2024. Danes ne bomo govorili samo o ljubezni in povezovanju, ampak bomo govorili tudi o naravi in o tem, kaj naj bi se ali pa se zna zgoditi v letu 2024 in kasneje, včasih v energijah meseca, ko potem gledam stvari doma, se počutim, kot da smo malo v srhljivki, kakorkoli. Lili Sorom v naši družbi, področje numerologije in področje astrologije ter psihoterapija. Jimmy v naši družbi, lepo pozdravljena, hvaležno pozdravljena oba dva. Mesec februar nam je ameriška kultura usilila kot mesec ljubezni, drugače se ptički ženijo malo kasneje, ne? Ampak vendarle, numerološko gledano, a je kaj na tem? Numerološko gledano 14.2. absolutno ni ljubezni naklonjen datum. Torej, Valentinovo 14.2. je kaj? Število 14 je karmično število, ki ga povezujemo z varanjem, ki ga povezujemo s tem, da se težje vežemo, ki ga povezujemo s tem, da imamo mogoče več partnerjev, tako da ni ravno najbolj romantična izbira. Ampak a je to že pol kar lahko damo neko teorijo zarote, da so za nalašč dali na ta datum? Ker eni se poročajo na Valentinovo, pa zaročajo, pa vse živo. Po moje ne, po moje je bilo to bolj tako... Aha, ok, samo če pogledamo statistiko ločitev, pa kaj pa veš? Res je. Vendarle, mesec februar si označil kot mesec preobrazbe. Za razliko od prejšnjega meseca, ta mesec ni toliko poslovno, produktivnost in to, ampak je bolj na odnosih. Ne samo individualnih odnosih, osebnih odnosih, ampak tudi tako interakcija z družbo, povezovanje z ljudmi. Dosti planetov bo v vodnarju, saj v prvi polovici februarja, potem bo bolj energije ribe nekako prevladale, ker bo dalo dodaten občutek nežnosti, romantike. No, ampak to pa je tako. Je. Februar je, ne glede Amerika gor dol, ampak februarja se prebujamo in se počasi že vohamo pomlad. Februar je izredno dober mesec, da rekapituliramo zadeve, da se povežemo sami sabo, ampak da že ciljno se usmerimo, ker zdaj začenjamo čutiti energijo, ki se prebuja. In ko se energija prebuja, valjda to se povezuje tudi z Valentinovom. Ampak pred Valentinovim še en pomemben datum v začetku februarja, datum, ko slavimo začetek novega kitajskega leta, to je leto lesenega zmaja. In teh nekaj dni, če zaloga še je, to pa morate preveriti na klepet@kavi.si oziroma če vtipkate kodo, če vam dela je, če vam ne dela pa ni, kmečka pamet. Tale medeninast zmaj se podarja, torej pri nakupu zapišete kodo zmaj in ga lahko dobite in pa hkrati preverite tudi, kam bi ga želeli v svojem domu postaviti. Glede na to, kaj bi želeli doseči, katero energijo bi želeli spodbuditi. Sicer pa en namig za kakšen shopping, še vedno v mesecu februarju je zima in zimska regeneracija bo zelo dobro vplivala na celo leto, kar pomeni minerali, kar pomeni gretje ledvic in ravno zato v paketu zimska regeneracija dobite brezplačno zraven tudi tole za vaša ledvica. Notri lahko dejansko date tudi termofor. Zdaj je čas, da pridobimo še to energijo in da bomo polni energije dejansko spomladi, brez utrujenosti in potem kasneje. Pa se vrnimo na energije. 2.2.2024 je neka taka portalska, ritualska vibracija. 2.2. in 22. drugi tudi. Se pravi, dvojka simbolizira povezovanje, simbolizira tudi dejstvo, da smo mi polovica vsakega odnosa. Se pravi, od 2.2. do 22.2. pregledati, kakšno energijo mi vpletamo v odnose, prevzeti odgovornost za to in potem 22.2. zelo podpira gradnjo in poglabljanje
obstoječih odnosov in pa za vse tiste, ki so samski, okoli 22.2., ko so tudi zelo dobre energije za spoznavanje sebi podobnim. Tako da ni vse samo slabo skupaj. Ampak moje naslednje vprašanje je psihoterapevtu Jimmyju, ki je mnogim pomagal, da se najdejo v partnerstvu, tudi v prejšnjem letu, ko je bilo tako intenzivno. A v bistvu sploh hočemo to, da imamo partnerje, ki je podoben nam? Ali je bolj, da sta malo drugačna? Jaz ziher ne bi tazga, kot sem jaz. Okay. Ne zaradi tega, ker bi mi bilo dolg čas, ampak ker ga ne bi prinesel. Okay. Ponavadi, ko iščemo partnerje, ko hrepenimo po sorodni duši, pravzaprav hrepenimo po nekomu, ki nas lahko nadopolni. Ne tisto, kar smo mi kot taki, ampak dopolnitev. Malo prej sem pozabil, ko si me vprašala za Valentinovo. Na 14. februar je še en zelo močen aspekt. Mars v konjunkciji s Plutonom. Kaj to pomeni? Močna strast. Na Valentinovo bo zelo močna strast, ne glede, ali ste v paru, ali ste samski, je pa v vodnarju. Ni toliko emotivno. Tukaj bi jaz dodal besedo eksperiment. Aha, se pravi trojčki pa take zadeve. To si zdaj rekla? Ja, no. Interpretacijo prepuščamo tistim, ki poslušajo. Jaz sem zdaj razložila situacijo. Jaz sem osmica, to je materializacija. Ti misliš, jaz povem. Recimo, da imaš prav, vodnar zahteva nekaj novega. Zahteva nekaj inovativnega. Pa še tisto, kar si ti dodala. Ja. Aha, se pravi, taki eksperimenti. Taki, ampak ponavadi vodnar zahteva novo. Nekaj, kar je izven kalupa, nekaj, kar je, recimo, če si s partnerom že malo zadolgočasena, idealno, da nekaj spremeniš, neke nove ideje. Ampak tudi to bo zdaj zelo močna energija, ne samo za intimne odnose, ampak tudi za karkoli za početi. Glede, da imamo mlaj v vodnarju, idealno, da se začne z informatiko, umetno inteligenco, karkoli je povezano z vodnarjem. Če hočete se karkoli učiti, dodati, tukaj je dobro, plus da začnete oziroma da se začne karkoli je inovativnega v našem življenju. Mars pa Pluton bo to samo še ojačalo, ker to je močna energija. To je energija, ki ne cinca, ki ne se obetava. To je zelo prodobno in je potrebno zelo izkoristiti. Ker je pa pada na Valentinovo, mnogi bojo uporabljali v specifično sfero. V specifično sfero. Aha, zelo diplomatsko. Kako lepo je to povedal, a ne? Zelo lepo. Se pravi, je to tudi čas, da se ljudje odločijo, aha, polet grem sem na dopust ali pa na počitnice ali pa na nek preobrazbeni oddih ali na vikend za dušo ali kakorkoli. No, skratka, v vsakem primeru dogodke lahko najdete na klepetobkavi.si. Nekaj novega, svežega je letos sabo peljem kar nekaj ljudi na ciprsko kliniko in inštitut, kjer bomo imeli regeneracijski teden. To ni namenjeno ljudem, ki že imate neke težke diagnoze. Tisti, lahko vas povežemo, da se sami dogovorite, kaj pa kako. Ta regeneracijski teden je kot nek boost celemu sistemu namenjen, da res spravimo ven stvari. Tako da dajte si pogledati, dajte si prebrati in tudi preveriti zanimive vsebine na to temo, kaj se tam dogaja in katere so te inovativne zadeve. Ampak Lili, že zadnjič januarja smo majčkeno začeli temo, ki je povezana tudi z naravo. Kje zdaj stojimo okrog tega? Mislim, tako previdno. Previdno. Rokavice bi si dala gor, no? Grem po rokavice. A boš kaj povedala? Čakam rokavice. Ja, narava sigurno je neka tema, ki je meni zelo pomembna, to je res. Ja. Stojimo
Tam, kjer smo si zgradili, kako boš poslal, tako boš spal. Narava absolutno želi balansirati stvari. In trenutno pač nekako stvari niso v balansu. Ne mi ljudje, ne sama narava, če nas ne bi bilo, bi narava izgledala zelo drugače. Spravi, pričakujemo lahko po eni strani, ne bom zdaj rekla udarec nazaj, ker se mi zdi to malo krivično do narave, ker ni nič kriva, da nas je fasala. Po drugi strani pa tudi vse večje našega poseganja na drugačen način z umetno inteligenco, z nekimi tehnologijami, z nekimi stvarmi, katerih mogoče niti nismo dovolj vešči, katere mogoče tudi niso vedno v najvišje dobro. Jaz sem bila 2 leti nazaj na kopu v Združenih narodih šokirana, ko smo prišli noter in je bila rešitev podnebnih sprememb nuklearna energija. What could possibly go wrong? Se pravi, človeški faktor absolutno tukaj je pomemben, se mi pa zdi, da se mogoče tudi mi premalo zavedamo tega, da vse te novice grejo hitro mimo. 2019 se je požigal amazonski pragost, to so pljuča planeta. Pri nas so bile hude poplave lansko leto. Zelo hitro se mi zdi, da grejo te stvari v pozabo, ali pa da se jim nekako te vrednosti ali pa pomena ne pripisujejo. 1+1 Vse je bilo, vse je šlo, pa če gledamo, ko smo bili mlajši, vreme je bilo zelo drugačno tudi v Ljubljani. Ne samo v svetu. Tako da tle se mi zdi, da mogoče tudi vsak posameznik bi bilo fajn, da bi se pozanimal o teh stvarih. Pa ne verjel mogoče glih čisto vsega, kar prebere tudi. Jimmy, kako astrološko gledaš? Na začetku sem rekla srhljivka ravno zaradi tega, kako si v bistvu opozarjal glede poplav, ki so se potem zgodile in ponovile tudi, kako zdaj astrološko, mislim, ne vem, če si upam dati rokavice dol, ampak bom probala, kako zdaj astrološko vidiš naslednje mesece, da ne govorimo samo o februarju? Glede narave itak ne bomo mogli kaj preveč ukrepati. Osebno nekako se najbolj bojim prihajajočega meseca marca in še posebej aprila. Lahko tudi maj, ampak ti meseci okoli aprila bojo najbolj... Ampak to velja za Slovenijo ali za svet? Generalno, ker smo mi del sveta tudi. Pač, če zdaj lahko opazujemo to, kar se dogaja, recimo nevihte v severni Nemčiji, pol prihajajo k nam. V bistvu zdaj opažamo, da včasih, ko je druge, ko so bili nevihte ali pa karkoli, nas se ni dotikalo. Zdaj vidimo, da nismo več, da smo del tega in tega se bojim in mislim, da bo žal podobna področja, kakor je prejšnje leto, da bo spet prizadeto. Vendarle bi mogoče spregovorila nekaj besed o tem, da velikokrat ste napovedovala vidva in tudi ta tretja, ali Darja ali pa Tanja, o teh novih tehnologijah, umetni inteligenci, naprednih tehnologijah, ki jih mogoče mi niti še ne poznamo, ker niso za javnost sprejemljive, pa hkrati tudi v bistvu narava. Prejšnjo leto smo imeli primer začenši s Havaji, za kateri mnogi ljudje mislijo, da je šlo za naravni pojav, medtem ko so kasneje dokazali, da je šlo za laserski napad in zato je številno ogromno dokazov in Havaji so v resnici naslednje oziroma prvo 15-minutno mesto in to je bilo del tega, ogromno je bilo nekih naključij, zakaj pa bogataši so pa imeli v redu, pa modra barva, pa laserji, to vam puščam za raziskovanje naprej. Ali tukaj govorimo o tem, da bi se lahko to dvoje ravno združilo? Govorimo o umetnem spodbujanju nekih dogodkov, ki so na bazi tehnologije in so namensko sproženi. Ali so to že tematike teorij zarote v resnici, čeprav vidimo zelo realno, kaj se je ljudem dogajalo v času divjih požarov? To se pravi, teorija zarote definitivno obstaja. Je pa res, da nekaj je pa zelo res v temu. Manipulacije doživljamo na vseh straneh, še posebej bomo zdaj doživljali tehnološko manipulacijo, hekersko se bo še bolj dvigalo, vdori. Jaz se posebej bojim, da bojo zdaj volitve, ki bojo zdaj v Ameriki čez nekaj mesecev,
tam bo totalen kaos, pa ne samo v Ameriki. Ne. Spravi to, plus napadi, to, kar ste omenila, jaz bi ločil teorijo zarorit. Ogromno je lažnih fake newsov, ne. To je res, ne. Ampak to je namerno sproducirano, da bi se prikrila resnica. Prava resnica. Tako, da bo pol vsi rekli, aha, to je fake news in pol ne vemo točno, kaj je res, kaj ne. To se bo še posebej dogajalo od maja naprej, ko bo Jupiter v dvojčkih, ne. Ko bo Jupiter v dvojčkih, treba še posebej paziti na te fake newse, zatem bo pa stala ogromna manipulacija, ne. In to bo še nekaj časa, ne. In tako da bomo morali biti zelo, zelo previdni. Tisto, kar me pa skrbi, je ta efekt Havajev, pa ne samo Havajev, to je samo en delček tega, kar se dogaja. So še hujše zadeve, ki jih lahko zelo blizu izkusimo, ne. Mogoče zelo neenergijski nasvet za ljudi, da začnejo spremljati novice na neodvisnih medijskih portalih, kjer bodo dobili bolj realne informacije, kot pa v nekih komercialnih zadevah, ki so ponavadi, vse vemo, kaj da si na dan spet Rokavicgar. Lepo sta barno usklajena, moram reči. Ja. To, kar si zdaj povedala, je tudi, imam en odstavek, mislim, malo več kot odstavek, prav to, kar si zdaj povedala, da bomo morali poiskati dobre novice od neodvisnih novinarjev, čim manj poslušati uradne, državne, ker dejansko je zmanipulirano, ne. Spravi, novinarstvo bo zdaj zelo na tenki meji. Eni se bojo zelo bojevali za resnico, drugi nažalost ne, oziroma bojo pod sistemom. In tukaj bomo morali zelo, zelo, zelo biti previdni, kaj je in kaj ni, ne. Ampak ali je to mogoče, Lili, kaj misliš, povezano s tem, da nam vse te situacije vendarle na eni ravni, eni dimenziji delajo usluge, ker v bistvu nas prisilijo v to, da mi začenjamo čutiti sebe in čutiti, kaj je za nas resnica in kaj ni resnica. Absolutno. Absolutno. Tudi sicer leto 2024 pod vplivom števila 8. 8, ki simbolizira ravno manipulacijo. Simbolizira, jaz bom tebi zdaj nekaj prodala, kar ti sicer ne rabiš, ampak zato, da bom jaz zase zaslužila. Ne? Se pravi, na vseh področjih življenja lahko to pričakujemo. Absolutno pa vse to, kar režim je omenil, je pomembno. In to, da iščemo novice, da iščemo informacije, ne da zapolnimo svoje popoldne z limonadami, pa s tem, kdo si je dal nos popraviti in tako naprej. In te stvari, kar nam sicer mediji ponujajo. Ne? Se kruha in iger pravzaprav se še vedno dogaja. Tudi ko govorimo o dogodkih, ki so bili v Havajih. Kaj mi vemo, nam vse poročajo ali ne? Tudi Havaji, da vaju presenetim, niso prvi primer. Niso prvi primer. Tudi slučajno ne. Ja. Če se nadovežem, ta Pluton v Vodnarju prav to pravzaprav spodbuja. Iskanje resnice dokončne, ne? Ker Vodnar je pa resnica. Vodnarji iščemo resnico, ne? Karkoli, Vodnar je tudi simbol astrologije ali pa tudi človeka, ne? Pluton bo zahteval samo resnico, ne? In zdaj se ne rabim napovedovati, ampak zdrava logika pravi, zdaj bojo prišle dejansko na plan vse te fake, zmanipulirane zadeve, ampak stari sistem se še drži, ne? Ampak Pluton bo to rezal in uničil. Zdaj na nama posameznikom je, ozaveščenem ne, da utremo pot temu. Celo leto je v bistvu v znamenju moči posameznika. In jaz mislim, da se mi mnogo premalo zavedamo moči potrošnika. Če pogledamo 10-20 let nazaj, kje je bilo na kakšnih policih veganska hrana? Smejali so se ljudem, ki niso jedli mesa. Zdaj kamorkor stopiš, bo vegansko, zdaj so pa spet bio. Zdaj pa šlo v drugo smer. Absolutno. In tudi tle je manipulacija. Recimo, jaz imam celiakijo, se pravi, ne smem glutena. Veš, koliko izdelkov v DM-u ima zgoraj napisano brez glutena, obrneš šiše pšenica. Kar je zame recimo smrtno nevarno. Za nekoga, ki mu je to samo modna muha, ne. Se pravi, biti previdni, preverjati stvari, biti natančni, biti radovedni. Se pravi, zbuditi se iz avtopilota. Tako. Odlično. Evo, zbudimo se skupaj iz avtopilota, še kaj več na klepet ob kavi.si. Še enkrat priporočilo, dajte za tega zmajčka, dajte si ga postaviti nekam, no. Zato, da bo, ne, da bo šus, ta pravi.